Mož, ki ga Slovenci in ljubitelji narodno-zabavne glasbe zelo dobro poznamo, je pisatelj, publicist in velik poznavalec slovenske glasbe. V naši družbi je magister Ivan Sivec, ki je pred kratkim izdal novo knjigo Legende slovenske narodno-zabavne glasbe. Lepo pozdravljeni in dobrodošli. Ja, lepo pozdravljeni tudi vi in vsi poslušalci in gledalci TV Veseljaka. Ja, zdaj, če nas samo poslušate, predlagam, da tudi preklopite pa nas malo pogledate. Čim prej. Ker bo tak zelo zanimiv pogovor, ampak če gremo kar od začetka, kot avtor ste izdali že kar ogromno nekaj knjig o glasbi, o legendah in tako naprej. Pa zdaj jaz sem se lotil tega štet, pa nisem zihar, da sem prav preštel, koliko je zdaj teh knjig, pod katerimi ste podpisani kot avtor? V celoti. O muziki. V celoti boh mal 200, 198, tam je kratka misli, o muziki pa 25. Tudi verjetno največ v Sloveniji, ker sem v bistvu v začetku spremljal vse te nastajanje narodno-zabavne glasbe, prav vse od pionirjev. Dve debeli knjigi sta, kot mnogi poslušalci in gledalci vedo, vsi najboljši muzikanti. Zdaj sem napisal več biografij, vmes pa tudi leposlovno. Godec pred peklom, godec v vicah in godec v nebesih. Zdaj to je pa v bistvu, bi rekel, neke vrste strnjeni povzetek določenih prvih osebnosti iz časa nastanka te glasbe. Ja, tokrat zdaj je taka čisto nova knjiga, bomo rekli temu kar tak velik projekt. Legende slovenske narodne zabavne glasbe. Zakaj ste se lotili prav legend slovenske narodne zabavne glasbe? Teh legend je pravzaprav veliko, v tej knjigi je samo 25, verjetno bomo to še razčlenili, zakaj je tako. Stvar je v tem, da ko sem napisal Vsi najboljši muzikanti, pa tudi druge knjige biografske, so zdaj že nekoliko zastarele, ker v njih niso vsi podatki. Nekateri podatki so v bistvu samo do tistega časa, pač, kot sem pisal in ko so išle knjige, so bile aktualne, danes pa že nekaj manjka. Manjka predvsem, koliko časa je določena glasbena legenda živela, kdaj se je poslovila, kaj je zapustila za sabo, tudi kje je pokopana in tako naprej. Mnogi me sprašujejo, oziroma so me spraševali, kdaj bi lahko spet dobili ponatis vseh najboljših muzikantov teh dveh debelih monografij. Pa sem premišljeval, nemogoče je to v bistvu ponatis, če ni dodatnih podatkov. Poleg tega pa so vsi najboljši muzikanti črno-beli. Muzika je lepa je, če je v barvah, tako kot imate tudi vi na televiziji, da je vse čim več v barvah. Tako. Ker pravijo, da človeške oči so v bistvu zato, da gledajo v barvah, ne črno-belo. In zato sem se odločil zdaj, da bi še enkrat štartil na novo, veliko bolj popolne podatke. Pa motivo me je tudi to, ker ponekod recimo na netu, na svetovnem spletu so podatki netočni ali pa zelo malo. Od zelo znanih osebnostih, recimo je napisano 2 vrstici, 5 vrstic, zelo malo. Vmes še veliko netočnih podatkov in sem rekel, slej ko prej bo treba to narediti. In sem se pač odločil, sicer projekt bo verjetno kar velik, pa bo zahteval kar veliko dela tudi naprej, ampak upam, da bom zdrav, da bom lahko šel še naprej. Zdaj tukaj teh 25 prvih stoji. Torej, to ni knjiga zgolj o glasbi, ampak tudi o življenju, o ljudeh, o njihovih začetkih, vzponih, dosežkih in tako naprej. Kaj ste želeli s to knjigo najbolj ohraniti za prihodne generacije? O vsaki legendi sta pravzaprav 2 dela. V prvem delu so bolj biografski, faktografski podatki, natančni, tisti, ki res stojijo. V drugem je pa nekoliko bolj čustveni odnos do tega. In moram priznati, ker če človek ni več živ, sem potem obiskal seveda svojce, brata, sestro, tudi vnuke in tako naprej. In sem presenečen ugotovil, ali pa vdovca, sem presenečen ugotovil, da določenih stvari tudi jaz nisem vedel. Pa sem mislil, da zelo dobro poznam to. Predvsem ta čustveni vzgib. Recimo, kaj vem, povem samo primer za Andreja Blumauerja, ki sem ga dobro poznal, ki je svetovni kralj orglic. Cel svet je tako rekoč osvojil z orglicam, ampak nisem pa vedel, kdaj je umrl in nisem vedel, kje je pokopan. Nekaj mi je njegov sin povedal, oče je napisal 2 veliki uspešnici, vsi vemo, Veselo Kamnik pa Veselje Ribničan, in me je zelo pretreslo, ko mi je povedal, da je njegov oče raztresen ta prah po Kamniških planinah. Imel je rad Kamniške planine, napisal je eno največjih uspešnic glasbenih in hkrati je tudi tam ostal.
In to se mi je zdelo po svoje lepo, po svoje pa tudi, bi rekel, človeka to kar malo pretrese. Ja, in to so tiste zgodbe, ki jih ne spoznaš, če ne nikjer vprašaš. Nikjer ni zapisani, doslej bilo. Doslej bilo, zdaj pa bojo. Zdaj, omenili ste 25 legend. Kako ste se odločili? Zdaj to verjetno, če smo prav razumeli, je to prvi del od še mnogih v tem delu 25. A je bilo težko narediti izbor? Pravzaprav ne, ker to so v bistvu te legende, ki so temeljne legende te narodno-zabavne glasbe z začetka. Od Avsenikov naprej do Štirih Kovačev, do Blumavarja, do Bardorfera in tako naprej. Vse te so v bistvu temelji. Pa še nekaj sem hotel pokazati, da te ljudje, ki so to glasbo ustvarjali, so imeli v bistvu v srcu, so nekaj pomenili v tistem času in tudi nam so dali neko lepo osnovo za vse življenje, so dali tudi vsem tem današnjim glasbenikom eno osnovo in nekako je bil malo tudi izziv za to, ker nekateri nekako slabšalno govorijo o tej glasbi, celo 2 študiji sta napisane, ki sta čisto proti tej glasbi, ker je nesmisel, ta glasba ima dobre temelje, ima zdrave temelje, so tudi te mnogi glasbeni bili šolani ali pa pristni ljudski godci, ki so prešli potem v muzikante, kar pomeni nič ni narobe s to glasbo. Seveda, tudi njim niso vse skladbe uspele 100%, ampak večina ima pa v redu, narejene so bile s srcem, z dušo, s tem nekim notranjim nabojem in napojem in zato so v bistvu vse lepe. Zato se tudi mlajši ansambli zdaj vračajo k tem starejšim. Ko igrajo na veselici, zagrajo marsikatero Avsenikovo, po Štirih Kovačev, pa od Slaka in tako naprej, čeprav Slak bo šele v naslednji knjigi. Aha, dobro. Ga ni v tem prvem delu. A se je kdo javil, da bi bil tudi v kakšnem delu knjige, pa morda še ni bilo prostora za njega? Točno to, ja, zdaj se mi javljajo kar naprej, zakaj pa jaz nisem noter, oziroma zakaj pa ni moj brat noter, zakaj ni ta in ta noter. Jaz pravim samo potrpljenje. Če bom živ in zdrav, če bom lahko to delal naprej, potem bodo vse te glavne osebnosti noter. Da je pač začetek teh osebnosti oziroma teh legend je pa še veliko. Ampak te so prav začetka, od začetka nastanka te popularne glasbe, tako da en temelj je že narejen. Vsaj 2-3 bi reče naredil, če pa živ, pa verjetno še več. Vi boste recimo v 7. knjigi. No, odlično. Upam, da je res. Gospod Ivan, da ne bodo samo besede, gremo k nekaj glasbe, potem pa še kakšna konkretnejša zgodba in pa še kdo vse vam je pomagal pri nastanku te čudovite knjige. Velja. Čekujemo, bika, bika, bum, vedno dobre volje smo, bika, bika, dum. Pa čeprav je težak naš kovaški stan, vsak od nas rad smeje se, povsod potem je znan. Dober kovaš, nobeden ni bogat, vendar nekaj cvenka mu že pricilja. Tam da spozna, da družba kaj velja, hitro zašteva najboljšega da. Piha stari mi, hipa, hupa, ho, zleze ulica nam na smeh, hipa, hupa, ho. Zdavnaj že so odšli stari časi vsi, dobro danes se godi, če pride sin kot mi. Dober kovač, nobeden ni bogat, vendar nekaj cvenka mu že pricilja. Tam da spozna, da družba kaj velja, hitro zašteva najboljšega da. Naša pesem naj zveni, trinka, trinka, drum, preko logov in vasi, trinka, trinka, drum. Komor je prav tako, kakor časi všeč, naj zapleše naokrog, če ni preveč boječ. Dober kovač, nobeden ni bogat, vendar nekaj cvenka mu že pricilja. Tam da spozna, da družba kaj velja, hitro zašteva najboljšega da.
Štirje kovači in mi kovači kujemo skladba, ki nas je popeljala v nadaljevanje pogovora. V naši družbi še vedno pisatelj, publicist in velik poznavalec slovenske narodno-zabavne glasbe, magister Ivan Sivec. Pa, ker sem ravno omenil tele štiri kovače, v knjigi, ki ste jo pred kratkim izdali, Legende slovenske narodno-zabavne glasbe, so noter omenjeni tudi štiri kovači. Med skladbo ste mi omenili, da je taka zelo čustvena zgodba. Ja, čustvena v toliko, ker ravno Franc Čehod se je med tem poslovil in v bistvu je odšel, medtem ko sem jaz to knjigo že pripravljal. In potem je Hermina, pevka, pripravila zelo lep govor Francu osebno in potem sem jaz kar objavil to. In ko preberem tiste Herminine besede, ki jo zelo spoštujem, ona je zelo globoko čuteča in tudi Francu je izjemno pomagala pri življenju in tudi pozneje v bolezni. In ko to prebereš, začutiš, recimo, kakšna velika osebnost je stala za takim glasbenikom. In teh zgodb podobnih je kar veliko. Po drugi strani pa hočem tudi prikazati, recimo, kaj vem, pri Emi Prodnik mi je zelo zanimiva zgodba. V naši bližini živi njen brat in ta njen brat je v bistvu mi povedal kar precej tragično zgodbo njihove družine. Ema je celo preživela, morala preživeti 3 smrti in to se je tudi nekako vtisnilo v spomin in šele zdaj v bistvu razumem, kako čuteče je podajala te Avsenikove skladbe in dokam je v bistvu segel tudi ta njena toleranca v življenju, ker določene stvari, ona je bila vedno dama, vedno je bila v bistvu zelo široko razgledana, tudi visoko načitana. Vedno sva si dopisovala, ona mi je vedno za praznike, pa tudi sicer pisala s tako lepo pisavo, zelo čutečo, poduhovljeno osebino. In del tega sem hotel tudi pri vseh teh osebnosti unesti. Na eni strani oder, vsi smejoči, vsi dobre volje, na drugi strani pa v bistvu, ko si stopi z odra dol, pa tudi druga plat življenja. In tudi to sem hotel prikazati. Ker v bistvu vsi te glasbeniki so veliko dali skozi, tako rečem, prvič veliko na vajah, potem na snemanjih, pa tudi na teh prireditvah oziroma koncertih, veselicah in tako naprej. To ni tako preprost poklic, pa preprosto stvar, ki bi človek kar tako spotoma vzel. Vsi so imeli doma, pa večina doma družine, otroke in ta žrtvovanja so bila kar velika. Se vam zdi, da mogoče da mladi dovolj poznajo zgodbe teh velikih imen, sploh mogoče mladi glasbeniki, tisti, ki mogoče šele zdaj stopajo v svet narodno-zabavne glasbe? Bo ta knjiga en tak most med generacijami? Ja, upam. Mladi nekateri premalo poznajo. Včasih se zgodi, da pride, pa je prišel k meni v kabinet, moj kabinet delovni, pa je rekel, ja, bi rad novo besedilo, rad bi novo uspešnico. Sem rekel, ja, v redu, ampak povej mi, kaj ti je všeč. Sem rekel, recimo ta Avsenikova, ta Mihaličeva, ta Slakova, ta od Petriča, ta od Ruparja. Ne, prav to za mene ni nič, prav jaz imam svojo smer in se nazaj ne oziram. Sem tak, ki to tako razmišlja, tak ne bo prišel daleč. Ker korenine mora poznati. Jaz pravim, vsako drevo ima korenine in če ima močne korenine, obstane in lahko se veja razvija naprej, če pa nima korenin, pa vsak piš takoj, v bistvu vsako drevo vrže na tla. Ja, lahko rečemo, da bo mogoče tale knjiga en tak kompas mladim, ko so v tem času recimo v novem trendu novejše ali pa mogoče malce drugačne narodno-zabavne glasbe in bo to lahko kompas? Jaz mislim, da bo, pa saj dobro bi bilo, da bi to bilo. Drugače pa, kar se tiče novega trenda, jaz pravim, glasba je vedno širša. Ta hip imam občutek, da je malo poplave s to glasbo, ker tisti študentček, ki je privrel izpod gora, najprej s Slavkom Avsenikom in Vilkom, ki je ta študentček usmeril, potem je nastala res reka iz tega, zdaj le mogoče celo malo poplave, ampak nazadnje se vedno potem voda zlije nazaj v strugo in odpluje proti morju, oziroma odide naprej proti morju, in tam v morju se pa potem vidi, kaj je bolj svetlo in kaj je temnejše. Zelo lepo povedano. Čudovita knjiga, kot ste že omenili, barvna, z barvnimi slikami. Kdo vam je pomagal pri nastajanju te knjige? Ja, prvi in glavni je seveda vaš Simon Golobič. On je v bistvu nekaj smislu nadaljevalec mojega dela, pa tudi pionir na določenem področju, predvsem na slikovnem. On mi je dal veliko teh fotografij.
Prav občudoval sem, recimo, ko mi je določene slike prinesel, recimo, kaj vem, Stanko Kovačič v zelo mladih letih, pa to je filmska igralka, to je igralka, ki je človek, a pa pevka, ki je vsak tudi z veseljem pogleda. Na eni strani lepo petje, na drugi strani pa tudi ta zunanji videz, ker je pri glasbi zelo pomemben tudi, ker v bistvu to je vsak glasbenik je javna osebnost in če nastopa na odru, je seveda dobro, da je saj simpatičen. Tudi starost je lepa, ne da bi napačno kdo razumel, ampak da je urejen, da je primerno se zna tudi vesti na odru in tako naprej. No. In prav Simon je obogatil to knjigo z mnogimi lepimi fotografijami in upam, da bo tako tudi naprej. Ja, mi verjamemo, da bo. Simon ima res eno tako veliko zakladnico in lepo, da jo deli z vami. Zbirateljsko žilico, ne, tega nima vsak in zelo pozitiven odnos do te glasbe. Tudi v tem arhivu, zelo dobro, tudi jaz rad prisluhnem temu njegovemu arhivu na vašem radiju, oziroma televiziji in tudi tu in tam še zvem kaj novega. Tako da imate dobro rubriko in mislim, da tudi pri starejših poslušalcih je to zelo lepo sprejeti, mladi naj se pa učijo. Tako, jaz se popolnoma strinjam. Morda še za konec, kaj bi želeli, da bralec začuti, ko zapre zadnjo stran te knjige? Da imamo mi močne legende glasbene, tako kot na zabavnem področju, imamo na narodno-zabavnem področju zelo močne legende, morda na narodno-zabavnem celo večje. Vemo, da je ta glasba edina, ki je največji izvozni artikel glasbeni Slovenije, pa tudi sicer. To je močen izvozni artikel, pa hkrati tudi ambasador. Vsi naši ansambli, ki so nastopali tako recimo po Evropi, predvsem po zahodni Evropi, ali po Ameriki, v Kanadi, Avstraliji, vsi so predstavljali Slovenijo. In posod so bili lepo sprejeti. In posod so jim na velike transparente pripravili, dobrodošli ta in ta ansambl in tako naprej, se zabavili ob njih tudi tuji poslušalci in gledalci, kar pomeni, da so spoznavali en del naše kulture, ker pomeni, da je narodno-zabavna glasba del slovenske narodne kulture nasploh. To je pa ena velika vrednota, katere se premalo zavedamo. Ja, knjiga, mislim, da bo tudi nekako prispevala k tem. Celo iz Avstrije in Nemčije so to knjigo že naročili in jo berijo v slovenščini. To je meni nenavadno, da so taki veliki ljubitelji, recimo zunaj naše glasbe, ali z drugo besedo, morda rečeno, bolj spoštujejo to. Pri nas imamo vsega veliko, morda celo preveč, zunaj pa to znajo zelo ceniti. Jaz sem bil recimo zunaj na nekaj parih koncertih, na več koncertih in sem videl, kako recimo dobro poznajo. Recimo na Avstrijskem koncertu vsakega posebej so poznali. So v dvorani, kaj vem, ploskali Cugabe, Ema Cugabe, Šepoj in tako naprej. Ali pa Najca Filipič, je bila v bistvu na pol boginja in te stvari sem tudi poudaril v tej knjigi. Čudovito. Čestitke za prvi del, če sem prav razumel, ni zadnji in jih upamo, tudi mi upamo, da bo teh delov čim več. To pomeni, da imamo močno zakladnico slovenske narodno-zabavne glasbe. Hvala za obisk in za tale pogovor. Vsi tisti ljubitelji narodno-zabavne glasbe pa naj bo legenda slovenske narodne-zabavne glasbe, tale knjiga legendam, tista vaša, morda celo enciklopedija ali pa kompas za branje in gledanje v svet narodno-zabavne glasbe. Hvala. Hvala lepa tudi vam za povabilo. Do prihodnjič, do drugega dela, ne? No, drugo leto nasvidenje. Tako.